V današnjem 7. koraku drugega modula Dynamic Leadership Managementa, se pravi Serious Business Transformation, pravzaprav s tem 7. korakom zaključujemo ta drugi poslovni del. Ja, snemam še enkrat zaradi tega, ker so mi pravzaprav na predavanju nisem posnel. Ja. Tako da, dragi študentje, slušatelji, kakorkoli, zato sem v svoji delovni sobi med vsemi knjigami, škatle so za mano, toliko knjig še čaka, da vidi pravzaprav ta svet. No, in kaj pravzaprav najbolj pomembno. Mi smo v teh pravzaprav 7 korakih naredili končno spremembo. Pomeni, da smo pravzaprav zintegrirali vse, kar smo se naučili in vse, kar je prečiščeno. Gre za neke vrste kot poslovni načrt v podjetju, ki ga dejansko prevetrimo, napišemo eno analizo, kdo smo, kaj smo naredili, kaj smo dosegli, s čim gremo dalje in kaj želimo v prihodnosti, predvsem pa po kateri poti. No, in tukaj moramo to pot bolj natančno definirati, s kom bomo delali in kaj od posameznikov pričakujemo. Ne samo od ljudi, ampak tudi sredstev, se pravi od energije, financ, materialnih stvari in vse, kar pravzaprav začutimo, da rabimo. Seveda je pa predhodno pomembno, da to pravzaprav naredimo šele potem, ko naredimo pri sebi en korak naprej. Torej v 7. koraku na nek način ni več poti nazaj. Ampak v osnovi še pa vedno pogovarjamo samo o teoriji. O realizaciji bo šele v naslednjem modulu dinamični model komunicirali. Je točno 3. modul, kjer vse skupaj pravzaprav začnemo spraviti v življenje. Vendar je že sam proces tega dinamičnega modela vodenja, se pravi cele druge faze, ko pripravljamo poslovni model, toliko pravzaprav že sam proces postavljanja in čiščenja, da pravzaprav, ko začnemo z ljudmi komunicirati, ko spravljamo ta model v prakso, so že oni toliko pripravljeni, da sploh ne čutimo nobenega upora, nobenega stresa, ampak imamo občutek, da enostavno začne podjetje drugače delovati. Seveda vse je odvisno od velikosti podjetja, v katerega se vpeljuje dinamični model vodenja, ampak večje kot je podjetje, več ljudi moramo v sam proces priprave, temu rečemo strategije, vključiti. Kajti, ko bodo ljudje že v samem procesu vključeni, bo se že sprememba začela dogajati. In takrat, ko bomo mi mislili, sedaj pa moramo spremembe začeti izvajati, bodo ti ljudje že na to pripravljeni in sploh ne bodo čutili nobenih pritiskov ali kakršnokoli sprememb. Torej, v 7. koraku se pravzaprav vse stvari integrirajo. In v tem procesu mi smo pravzaprav zaključili s teoretičnim delom, ali temu rečemo, zaključili smo z filozofiranjem in prihajamo v življenje. Ampak to pomeni, da ne prihajamo v stresno življenje, da ne prihajamo v življenje polnih problemov, ker smo sami sebe in svojo okolico, v kateri mislimo delovati, toliko prečistili, da enostavno več ni tega, v osnovi vstopamo v popolnoma drugačen svet. Teda še enkrat hvala vsem, ki ste poslušali vseh do sedaj 14 korakov in vabljeni korake naprej. Hvala, srečno.